Nov dan. Novo hranjenje. Gremo na zajtrk. Vlo na palacinke. To je najboljša restauracija ever, najboljši zajtrk ever. To ima toliko ene izbire, jaz sem tako vesel, da bom eksplodiral zdaj. Urskica tudi ima. Pa še sonček. Prvi krožnik. Tu imaš 6 različnih vrst jajc. Evo me drugi krožnik, the best of. Urškica ima tu drugi krožnik. In palačinke sem pa tu že pripravil. Ja, tako je puhaste so. Ej. Lej, koliko krožnikov. Sad je bilo. Spet bo kavč, a? Ja. Moramo se 20 minut začekati. Žalostno. Zakaj si žalostna? Zdravo stojim. Vsega je enkrat konec. Včeraj smo tle igrala, to že. In smo prišla na 330. Rekord je 341, da smo prišla zrušiti rekord. Že da. Ajde, zadrevaj. Vamos za 2 evra.
Na zadnji evro, ni več evrov. Kako se počutiš kot rekorderka basketa? Ja, to pa je, mislim, da me lahko NBA počasi sprejmejo. Ja, v NBA ne, ker tam moški igrajo. Ja? Dvojni v NBA lahko greš. Ne, to. Mene zanima, koliko časa bo ostal ta rekord in gremo lahko naslednjič pogledat. Vsak dan lahko pridemo pogledat. Imaš zelo dobre ideje. In imaš prav vedno. Da, ženske imate prav vedno. Moški imamo pa mir. Kako se ti počutiš, ko sva zmagala, ko je srkica? Meni je super. 3-6. Ker se mi je zdelo dosegljivo to. Ja, se zato si hotel. Zato sem hotel. Če zdaj ne biš morda še enkrat šla, no? Ja, 20 evrov pa 20 evrov. Kaj zdaj? A greš pozdraviti? Ja, Morceka. Mislim, da zapuščava Novi Grad pa in greva v Umag. Ampak meni je Novi Grad res bil všeč. Res mi je všeč. Poslovi se. A z Morceka? Ja. To je moja Morceka sezon. Čau ta lepa puška, ko gremo. To babič. Greva pogledat babico. Jaz bi šla, to me zvečer zanima. Ja, okej. Ene par let nazaj sem gledal to. 22, mogoče? Sem jaz imel eno snemanje tukaj v Novem Gradu v eni slovenski seriji Skrito v raju. Lahko pokažem posnetek, poglej si posnetek. Zmer moš vedeti, kdo gre not ali pa ne. Ja, tako to je. Stalna kontrola, past je nastavljena. In ko bo že mislil, da nas je cet pelil, no takrat bomo pa imeli tega prasca. Prav? Ok, hvala. Dio. Živo, sosed. O, živo. A so kakšne barabe? Vedno in povsod so kakšne barabe, žal. No, ko ste rekli, ga bova imela prasa, to tukaj v kempu? A ne, to ni tle. S kolegom nadzorujeva eno parkirišče v Ljubljani, ko so se dogajale neke kraje in smo glih pred tem, da dobimo tega prasca. To pa čisto razumem. Ne, čez vikend ne na morju ni več miru. Skozi smo na telefonih, pa po mailih, pa na pol delamo tudi, če smo na morju. Pa to ne velja samo za nas. Veste, prije sem šel na recepcijo gor za ta internet, kaj je katastrofalen danes. Ja. In me je Hrvoje mrtvo hladno odpikal, da on mora nujno nekaj odnesti en faks za Štajnerja. Kaj? Faks? Za Štajnerja? Ja, si morate misliti, teta stari si še zmeri fakse pošiljajo. Pa Hrvoju se zdi bolj važen poštarja špilat, kot pa cel internet urediti za kemp. Sploh ne vem, če sem po letu 2000 poslal še kakšen faks. Kdaj je to bilo? Po letu 2000. Ne, Bine, ne razumeva se. Kdaj točno je prišel faks za Štajnerja? Kakšne 4 ure nazaj. Idemo nas nazaj. Zdaj mi se predvajamo? Ja. Okej. Je Urška šla z mano na to snemanje. In potem sva rekla, pač bova ostala dol in nekako najdla pot nazaj. Bomo že. Pol sem jaz končal, kdaj je, ob 10, 11. Se je že končalo snemanje, na hitro smo posneli to. In sva se šla malo tle kopati, in sva rekla, mi da ostaneva, prevoz je šel in zdaj se morava znajdeti. In potem sem jaz predlagal, da greva peš do Umaga. To je bila sobota in pol morava si nekje zrihtati v Umagu za spat. Imel sem tudi idejo, kje. Bomo bolj pokazala. In naslednji dan pa ponavadi ob nedeljah moji starši grejo v Umag na morje in sem vse to nekako po moje že slutil, da bom tako speljal. Da bom rekel, greste vi kaj na morje v nedeljo in pol z njimi nazaj v nedeljo zvečer.
In sva odrinila in sva tole vse prehodila zdaj, od Novega Grada do Umaga, koliko je bilo to, 20 km? Ob morju ti greš. Ja, ob morju, vse ob morju hodiš. Kopaš se vmes. Vse je bilo poleti. In zadnje 4 km, zdaj se bomo peljali tam, kjer sva šla stran od obale, ker bi bilo preveč časa bi porabili, ne bi pravočasno pa šli Na večerjo. do hotela, v katerem sva bila pa naenkrat na Seastarju in sva tam spala in sva ugotovila, da se da iti na večerjo tudi tako, ker ne. Mudil se je nama na večerjo in sva morala potem skrajšati, da ne hodva skozi ob morju. In sva prišla na cesto in sva začela štopati. Potem sva poštopala. Neki Italijani so se vrnili nazaj. Babiči. Da vidimo. Babiči. Moj priimek je Babič. Po italijansko je babici. Babiči, babici. Da vidimo, odtle se pa doma počutim, da. Moji predniki. Nimam pojma, če je to tle. To je moja sestra. Si ti moja sestra? Sestro? Ja, spet. Moramo iti na fuzbal plac. Kaj si to, nekaj babiči? Si ti hecaš? A res se ne povaja? Ja, ne vem, neki je. To je vse. In zdaj, on bi ti, ki bi igral fuzbal in bi se pisal. Oni še balinčkajo. Podobna sta si. Ja. Ja, se je kaj vesel, tako, lej, sem pion. Kaj pa, če smo mi res iz tle? Ne, 2 stoletja nazaj. A si se počutil domače tukaj? Ma ne vem zdaj, je to, ker piše tam Babič, ampak je bilo prijetno. No, zdaj se približujemo točki, kjer sva nehala hoditi. Ob morju, to je bilo tukaj. Šla sva tle za jest vzeti, ta market. In tukaj sva potem hodila naprej po cesti z namenom štopati. In so, kaj že bilo? Aha, tako sva videla, da ni veliko avtomobilov in jaz rečem, fuck, midva ne bova tle nič vštopala, nikjer nobenega. In tako bum, poroka, 30 avtomobilov. In oni sam mim hodijo in trobijo in mahajo. In tako, pa ne mi mahati, ustav mi, pelj me. Tukaj, na tej avtobusni, sva štopala in tako začneva hoditi in sva šla, ne vem, prišla sva do mogoče tega znaka naslednjega. Stopava skozi. In tako eni se vračajo in tako neki blenda, trop, neki Italijan in tako maha z roko in tako, evo ga, vrnil se, pa naju. In je nek par, italijanski, ki ne znajo ene besede anglešk
Urška neki natuca italijansk. In pol smo se neki umago, centro, umago, kaj že? Pa rekla sem peški, ampak peški po italijansko pomeni riba, ne peš. Peški. Pa sta naju v 5 minutah pripeljala do Umaga. Pa sva šla na večerjo v hotel in pa sva šla še spat na plažo. Ob hotelu tam. In naslednji dan so res? In naslednji dan so starši prišli in tako se je zaključil ta podvig. Kdo je srečen? Umago. Ej, neka rosa tle. Pa blato. No, evo. Tam sva spala. Naprej malo. To je pa pomol. Pomol. Ima čar, ko si tako na morju in ni nobenega. Razen 2 galeba. Pa ene, ki se je tle prisedla. Tak en mir je. Lahko mu rečemo admir. Zastava se približuje, jaz pa na morju. Sem gotovo, da vam tam še 6 prostih dni. Rešila sva se, naslednji večeri tukaj in malo odigrati še. Ej, to meni na foto. Tako. Sem to res ne more? Ja. Ja. O. A je šla tam? Po mojem pa tam, v uni luknji. Za zmago. Seveda, zmago. Drugo izčila. Za zmago. Bravo! Tam je moj rekord. Zmago tole.
Da vidimo, kje smo, ne? Kickboxer. Ole, kako si blizu! Ajde, imaš to. Ti eno. Ha? Ajde, zdaj ti eno. Ne, ma kje je. Ajde, ajde. Ajde. Škoda je tega. Ni škoda. A to zapori? Ne. Kaj si? 194. Manj. Tole je pa blozele. 6-6 nič. O, še 6-1 ali? 6-6-4. Aha, okej. Še enkrat. A ti dam še 50 centov? Dej. Ne. Še 4 morate. Lej, ti basketica. Kickboxer. Dovolj. Uspel se je nama nekako na večerjo pešvercati, se vprašala in je pusto najel. Danes se bomo ga spet ubili s hrano. Ja, spet milijon krožnikov in spet mrtvi. Spet bo kavč padel. Izpila. A ne, da si to bil. Gauče. To je zaključek tega izleta, po mojem, zdaj pa sem šel domov.